Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta naša dva stalna komentatorja, Edvard Kadič in pa Peter Jančič. Zdaj seveda bomo komentirali aktualna politična dogajanja oziroma pač predvolilno kampanjo. To je pred zadnja ura resnice pred volitvami, v petek imamo zadnjo. Zdaj, povsem je jasno, katere teme se bomo danes lotevali. Bi predlagal vsem, da začnemo z sinočnim soočenjem na Pop TV-ju, kjer sta se v Mariboru soočila Robert Golob in pa Janez Janša, se pravi dva glavna pretendenta za funkcijo predsednika vlade v prihodnjem mandatu. Zdaj, Edvard, jaz bi pač par stvari bi jaz izpostavil, ker se mi zdi tako, bom rekel, nekaj izhodišča bi zdal, ker se mi zdi tako fajn, tako nekam usmeriti malkam za debato. Zdaj, kar sem jaz včeraj opazil, pač to so neki moji vtisi, da je bil Golob, recimo, izjemno agresiven, imel izjemno agresiven nastop, da je bil Janša, recimo, na nek način pasiv, bistveno bolj primerjavi z Golobom, da je to, recimo, to redko vidiš na neki redko sem to videval na soočenju, da bi recimo nek kandidat, v tem primeru Golob, recimo nekoga proti kandidata Janša obtoževal, da je kriminalec, pa da ni dober človek. Veleizdajalec. To ni, tako bom rekel, doslej to ni bilo običajno. Bile so seveda spet začele neke številne laži, o tem, da je pač ustanovil, GEN-I on v nekem zasebnem stanovanju in podobno. In kar je zanimivo, bile ste povabljeni obe prvi dami, Urška Bačovnik in pa Tina Gaber, in Tine Gaber pač ni bilo. Jaz imam svojo teorijo o tem, zakaj je ni bilo tam. No, to bi bila recimo neka izhodišča za ta pogovor. No, jaz sem videl to predvsem en tak lep prikaz dveh popolnoma različnih konceptov pristopa k življenju, k državi, pristopa k življenju, k državi, k bivanju, k davkom, k vsem. Pravzaprav, na eni strani smo pri Janši lahko spremljali neko umirjeno, napovedljivo, ne nazadnje tudi verbalno korektno debato. Na drugi strani smo videli pa neko zaletavo, ad hoc, v bistvu neko strategijo, kako ponižati, kako bi rekel, zadati nek strateški udarec verbalni v tej debati in na tak način pridobivati neke točke. Jaz mislim, da jaz tudi ne pomnim, v bistvu, da bi spremljali to na tak način, v svetovnem merilu to ni ravno tako neobičajno, ampak pri nas pa, glede na to, da veljamo za nekoliko bolj umirjeno ali pa zaspan del teh kampanj, je bilo to prvič na tak način in je v bistvu, k temu lahko dodam samo še to, da je to v bistvu ena od večjih napak na splošno v javnem nastopanju, da se ljudje pripravijo na to, kako bojo zadali neko tako, kako rečejo, bullet point ali pa neko tako trditev in bojo vsi potem padali dol, tako kot v boksu, ko pride mlad pa zagnan boksar v ring in mlad okrog sebe in tako naprej in kaj bo v prvi rundi rešil, ta star boksar pa v bistvu počaka, lepo umiru, oddela svojih 7-8 rund in na koncu ta mlad pade. Tako da to je ena stvar. Druga stvar... Samo to sekundo bi te prekinil, ker lahko vmes pozavim, ampak to da se je to prvi zgodilo, recimo pri nas, se je rekel, da je svetovno merilo mogoče... v Ameriki to ni nič posebenega. Razumem, da bi nekomu, ne vem, to se pa ne spomni, da bi Trump, recimo, konkurentov in obratno, da bi mu učitev, da je kriminalec, pa veleizdajalec. Jaz, kakor se spomnim, je to letelo predvsem na Hillary Clinton, so težke besede letele svoje čase. Tako da, ampak gre za to, da jaz celo mislim, da je to v bistvu pristoji Golobu. Mi smo v teh 4 letih njegove vladavine včasih z odprtimi usti spremljali te njegove poteze, komentarje, to lahkotnost tega, na eni strani včasih laži, na drugi strani to, kako bo on to rešil vse z eno potezo. Potem spomnimo se, kako nam cel svet zavida, vse živo nam že zavida. Potem njegove eskapade v Združenih narodih, kako je Netanjahuja pozival na vem kaj in tako naprej. In tukaj bi jaz opozoril še eno malenkost, ki se mi zdi pa ekstremno pomembna. On je napadel v prvih minutah v bistvu Janšo, kot da so te Izraelci prišli k njim in tako naprej. Ampak kar se nihče ni vprašal, v resnici je pa to. Če želiš čim hitreje preusmeriti pozornost, potem drugega obtožiš za svoje rabote. Nihče se do zdaj javno ni vprašal, kaj pa če so te Izraelci prišli k njim? To se pravi na vlado, k Golobu. Odkje smo toliko vsi prepričani, kako so šli direktno z letališča na Trstenjakovo? Mogoče so šli pa na sedež od Goloba. Torej,
ta preusmerjanje pozornosti in v bistvu ta agresija je pač zame je bil tak tipičen, kako bi rekel, odraz neke mentalne naravnanosti samega Goloba in tudi vlade, ki se je pač izkazala v zadnjih teh 4 letih, to se pravi ta naravnanost. Druga stvar je pa recimo je pa zelo zanimivo, prav to, ko si izpostavil glede, to se pravi gospe, ne, to se pravi na eni strani Urška Bačovnik Janša, na drugi strani Tina Gaber Golob. Jaz moram reči, da jaz sem upal, da bo Tina Gaber Golob prišla. Predvsem sem si želel jo spoznati tudi v taki vlogi, ker več ali manj vse, kar o Tini Gaber Golob v bistvu beremo, slišimo in tako naprej, so, dajmo biti pošteni, relativno slabe stvari. Ves čas so neki očitki, kako izkorišča to, kako izkorišča uno in mene je v resnici res presenetilo prvič, da jo ni bilo in na drugi strani argument, zakaj, oziroma upravičilo, zakaj jo ni, ne, ona je bila zraven povsod. Dobesedno povsod, še tam, kjer smo se sprašvali, kaj hudiča sploh dela, je bila ona tam. In upali, da ne bo. Ne? Ja, tukaj jo pa ne bo, češ, da tukaj pa ona ne bo sodelovala, ker se ne udeležuje tovrstnih dogodkov. In pač kar smo lahko potem videli, pa nekaj, kar je ponovno samo dopolnil to sliko neke urejene, strukturirane, napovedljive zgodbe okrog recimo Janeza Janše, je pač nastop tudi gospe Urška Bačovnik Janša, kjer je v bistvu bila zelo jasna, prijetna, artikulirana in ne nazadnje tudi odločena glede na temo, ki jo zelo dobro pozna in to je zdravstvo. Kar pomeni, da je, kako bi rekel, dopolnila to sliko o Janezu Janši in o politiki, ki jo on poskuša nekako javno prezentirati, v en tak, jaz bi rekel, zelo dobro, no, je vse skupaj, jaz sem tudi komentiral v bistvu njen nastop kot res odličen nastop, dobro upravljeno delo, ne, ker slučajno pač vem, ne, da gospe Urški v bistvu ni ravno super prijetno javno nastopati, ne, in se mi zdi, da včasih v bistvu to bolj naredi v dobro svojega moža, zaradi tega, ker to pač pritiče, kot da bi si želela pozornosti, ne? Na drugi strani imamo pa Tino Gaber, kjer pa smo bili priča, da si zelo želi tega. Sam sekund, nekaj še bi vse Edvarda vprašal, vse upam, da bo zdaj to na kratko odgovor, pa vsa ta vprašanja veljajo, Peter, tudi zate. Zdaj, ko smo že pri tem, ne, kdo kam pride in kdo kam gre, ne, zadnjič smo lahko prebrali, ne vem, če ste videli, prebrali članek v Večeru, tako velika naslovnica na prvi strani prime time, ne, Večera, Urška Klakočar Zupančič, bilo je ganljivo, Urška Klakočar Zupančič je obiskala svojega očeta. Mislim, kaj pa to recimo pomeni? Ja, to pomeni, čem je finta take zgodbe? Finta, jaz mislim, da je predvsem v tem, da ni nič o njej za napisati, ona ni niti zanimiva, za tem gospodom Zuljanom pač sta zdaj vesela metuljčka, ki frčita iz enega cvetka, to se pravi, ki frčita po pomladnih frekvencah in to je to. Ne? In zdaj se je zelo podobno od te, da je pri očetu, zelo podobno je tista otvoritev dvigala v neki bolnici, ko nimaš ničesar, enostavno nimaš ničesar in je nek PR-ovc se spomnil, ti veš kaj, fino bi pa bilo še o tem poročati, da ne bomo samo poročali o tem pa tem in to je v bistvu vse. Ne? Kaj paš pa v tej majici, ki si jo dala zdaj go od Ivana Orleanska? No, jaz mislim, da jaz mislim, da to samo sodi, to se pravi, to je ta mentalni okvir. Mentalni okvir, ki ga Svoboda ves čas nekako poskuša progresivno, provokativno, biti nekaj posebenega. To smo videli že od tistih rdečih čeveljčkov, pa celo plejado teh, jaz pravim včasih pa za državniške razmere neumnosti, no, ker in ravno s takšnimi potezami se v bistvu degradirajo, ne, degradirajo iz neke državniške funkcije, v kateri so, ne, v neko, kaj ne rečem... To so v bistvu neke poteze, ki bi jih mogla ona pač meči, če bi bila v opoziciji, ne? Ne, to je neka logika v tem, ne? Mogoče, predvsem jaz mislim, da kdorkoli že svetuje, zdaj po zadnjih raznih prisluhih, komentarjih in tako naprej vidimo, da v resnici nima neke resne ekipe okrog sebe, ne? Kdorkoli svetuje bi pač... Štiri šefe kabinete zamenjala. Ja, ne, ampak to, da zaposluje, ne pomeni, da zaposluje tudi kvalitetne ljudi, ne? Predvsem pa več kot očitno jih ali ne posluša, ali pa pojma nimajo. Izvoli, Peter, vse, kar sem vprašal, Edvarda velja zate. Jaz mislim, da je imel zelo dober razlog za živčnost. Tudi prej so imeli dober razlog za živčnost. V 8. marcu skupaj so šli v močen spin, da bi prikrili, kje imajo strašno težavo. Strašna težava pa je v tem, da njih veleizdaja niti najmanj ne moti. Ta njihova elita, ki je na posnetkih, je šla sama namerno govoriti
tujcem, nekim investicijskim skladom, ki se niso predstavili stvari o tem, kako se pri nas plačuje medije, kako se mora provizije plačevati, kako se podkupuje. Njih to ne moti, da so to počeli. In proti temu ne protestirajo. Tisto, kar njih moti, je to, da je javnost za to zvedla. Torej ne veleizdaja, ampak obveščenost javnosti. Tu je problem, ne? In zato je gospod Golob na tako nenavaden način napadel takoj na začetku tega soočenja. Zato je tudi bila presklicana tale prireditev z 8. marca, kamor so nagnali novinarje vseh največjih medijev, ki jih obvladuje Svoboda, da bi odvrnili pozornost od tega skrajno nerodnega dejstva. Govorijo tudi o nekem vsesplošnem prisluškovanju, ki bi se naj dogajalo, ne. Paste, ne, tu ni problem to si izmišljajo, ne. To prisluškovanje sploh ni potrebno. Ta naša elita sama gre in razloži stvari. Njih boli in moti, ko se za to razve. In zdaj celo sklicujejo Svet za nacionalno varnost, češ da je, če ljudje izvedo, kaj se dogaja in kaj govorijo ti predstavniki elite, tudi tujino, investitorjem, da to ogroža nacionalno varnost te države, če ljudje vejo, kaj se dogaja. A si predstavljate, v resnici seveda ne ogroža nacionalne varnosti. Njihova bolečina je, da to ogroža njihovo oblast, da lahko izgubijo zaradi tega volitve, kot so recimo v Avstriji svobodnjaki, ko so podobno stvari prišle, ne. Afera Ibiza, ja? Ja, isto nekega podkupovanja, tudi kupovanja medijev, o čemer smo tudi v teh prisluhih poslišali, tega jih je strah. Ne? In to je ta veleizdaja, ki jo zdaj očitajo Janši, ki mu je sploh niso dokazali. Ne? Ampak itak je to zdaj vprašanje, ne? Mislim, ta napad na državo, ne? Ko zdaj to tolmačijo. Zdaj, zakaj bi bil recimo napad na državo, če nekdo recimo tudi tajno ali pa nezakonito snemal, recimo Paravana, ki je zaposlen v nekem zasebnem energetskem podjetju, zakaj bi bil napad na državo, če je kdo snemal bivšo pravosodno ministrico ali pa ljubljansko odvetnico. Natančni, ni problem snemanje. Paravan, pa Zidarjeva, pa Dominika Švarc-Pipan, oni so itak šli govoriti tem, da bi ti to vedeli in bi lahko posneli. Problem je to, da so ljudje to zvedli, njih to boli. Torej ne prisluškovanje, ampak obveščanje javnosti. Njih skrbi, da se je izvedlo za korupcijo. To je tisto, kar je v ozadju tega škandala in zdaj skušajo pač ta problem skriti s tem, da trdijo, da je problem, da se je to snemalo, da se ne bi smelo snemati. To se pravi, če bi tujci, pa neke tuje obveščevalne službe, pa investitorji za vse to zvedli, je super, dokler ljudje tukaj ne zvejo. To pa je katastrofa. In jaz mislim, da je mediji na to morali upozoriti, pa je večina medijev nekako čisto drugače reagirala, ker spet ni presenečenje, sploh če poslušamo te posnetke. Ker v teh posnetkih povejo, da ta oblast, elita moči, obvladuje večino medijev in vpliva na njih. Smo tudi gledali včeraj tisto prireditev 8. marca, kako so se zgrli in kako so poročali. Še predno se je začelo, so imeli prenos v živo na Siolnet in na Pop TV. To je bilo neverjetno. Kot da je svetovni dogodek. Prenos na Pop TV-ju in pa na Siolnet. Tako so napovedali neposreden prenos in so tudi imeli v sekundi, še predno se je začelo že tudi na vrhu naslovnice. Nepresenetljivo je to šele čez čas. Za naše razmere je bilo izjemno veliko število novinarjev tam. Kar pomeni, da je bil v ozadju pač dogovor, da je to nujno narediti, ker je treba ta spin močno zapeljati, da se odvrne pozornost od korupcije na to, da je v ozadju so neki hudi, grdi Izraelci, pa neke tajne službe, kjer po vrhu vsega, gledajte, jaz sem to 3-krat šel poslušati, potem tudi prebrati vse, kar je tam bilo povedano, o tem ni niti enega dokaza. To so nametali pač informacije za to, da bi spin naredili in normalno medijske hiše pa novinarji to preverijo. In to v minuti ugotoviš, sploh če gre, tu moraš biti sumničav, ko gre za ljudi, ki so bili tam, ker so znani potem, da širijo manipulacije, Borut Mekina, Nika Kovač. Za njih vsi vemo, da so politični propagandisti, ampak mediji tega niso naredili, niso opozorili. Zdaj, ko praviš, da so jih, pač nekdo je to verjetno zaživel, zagotovo, Tudi ni težko ugotoviti, kdo v ozadju, jaz mislim zanesljivo, vrh Sove, jaz mislim tudi Damir Črnčec in vlada Robert Golob, mislim, da so bili oni v ozadju. Ampak tisti, ki je šel zaživeti, bom rekel, zgodbo, da je šla zgodba na tako amaterski način, mislim, meni se ni nenavadno, da je nekdo... Zdi se mi nenavadno, da je nekdo gre na posluša sprav zgodbo ven skozi
Bojo tam Mekino, pa dobro, to še mogoče malo razumeš, mladina. Niko Kovač, tudi to še razumeš, kaj pa je tam počel Filip Dobranič Muki? Ne, glej, to je skrajno logično. Oni teh istih stvari... To, da je bil Filip Dobranič Muki tam, se tebi zdi logično. Oni teh stvari niso mogli dati ven iz uradnih organov, recimo iz SOVE, iz Sveta za nacionalno varnost, tudi iz zunanjega ministrstva, ker ti bi se osramotili, če bi lagali na tak način in širili dezinformacije, očitne, manipulirali. Ti pošleš ene, ki so brez vsake odgovornosti, ki ne nastopajo na volitvah, neke nevladnike, ki pa jih mediji bolj pokrijejo kot bi politike. To je bilo pa neverjetno pokrito, ker je bilo v ozadju dogovorjeno, tako da to ni bilo neumno narejeno. Bilo je pametno narejeno kot manipulacija pred volitvami, zato da bi spremenili javno mnenje in rešili Goloba pred porazom, ki mu preti točno tudi zaradi teh prisluhov, pa še onih prej, se niso se samo ti pojavili. Ne? Zakaj pa ti recimo sklepaš, pa zdaj pač skoraj da trdiš, no, da je bila tukaj za Sova? Oziroma, kako vidiš zdaj vlogo Sove pa tem? Prvič, ker je do vsaj dela teh podatkov, ki so bili tam predstavljeni brez pomoči državnih organov, obveščevalnih služb, nemogoče priti. Drugič je pa to... Do katerega podatka? Drugič je pa to tudi priznal ta vladni del, ne, pri nadzoru, ko so pozneje protestirali, da je Sova potrdila te informacije. In tudi premier, ko je nastopal za Janšu včeraj, je tam povedal, da stvari zelo podrobno pozna, da so ga očitno brifirali, to pa lahko samo Sova. Recimo, ko je Janša povedal, ne, da se ni sestal z nekimi vohuni ali pa s čim takim, da se pa je sestal z nekdanjim sekretarjem za nacionalno varnost pred 25 leti Izraela. Ne? In tam mu je Golob odgovarjal, pa ni povedal katerim pa to, da je bil pred 12 leti, da nima prav. Ne? Dejansko je bilo pred 21 leti. Ne? Ampak to se je pokazalo, da je bil gospod Golob brifiran, da je to natančno pripravljeno in to ne v nekem 8. marcu. Ne? Vprašanje je samo, ali je to vrh Sove pripravo, ali je to Damir Črnčec s svojo skupino, on je nekdanji šef Sove, pa tudi vojaške obveščevalne službe, ali pa kdo tretji, ki je zelo dobro informiran, čeprav tu je slabo prebral, ne? Ker to, kar je ugovarjal Janši glede časa, je bilo napačno, ne? In pa še nekaj drugega je bilo napačno. Napačno so ga bifirali. Ja, pa še nekaj drugega je bilo napačno, kar je pa deloma logično. No? Očitek je bil tudi, da se Janša sestaja z nekimi temi, ki so izvajajo genocid nad Palestinci, ne? To je ponavljal, ker hoče pač očrniti Janšo. Govorili so pa o svetovalcu oziroma vodji Sveta za nacionalno varnost Izraela, ki je vodil postopek umika Izraela iz Gaze. Torej popolnoma obratno stvar, ki tudi sodi na levico, ne, in ki kritizira sedanjo vlado. Ne. Tako da tudi tukaj je premier, ne, ko je to ta spin sodeloval v tem spinu, zgrešil. No, razen, če bo zdaj še kaj drugega, vem potegli, jaz pa vsega tudi ne vem. To se da pač ugotoviti po tistem, kar je bilo včeraj povedano, če zanaliziramo dogajanje. Ne. To se pravi, če zdaj bom rekel, povzamem na kratko v enem stavku, tvoja teza je, da je to vse pravzaprav organiziral Golobov krog, ne? Lansiranje te zgodbe, tiskovno konferenco, pač Golobov nastop, če si noči na Pop TV-ju, vse to je bilo nekako zreširano. Ne? Da odvrnejo pozornost od posnetkov, ki kažejo koruptivno ravnanje oblasti, kar javnost ne bi smela zvedeti. Problem je, da je javnost to zvedla, nikakor pa ne to, da je... In tudi ne protestirajo, da so tile naivno razlagali naokol, ne, vse to, kar so, ne. Pa ste slišali eno kritiko, ne, to je tudi skrajno nenavadno. Nataša Pirc-Musar je zdaj malo, ne, da vrsta teh pomembnih članov elite gre, pa tudi Paravanje zraven, recimo, ne, ki je celo vodil Gen, ki ima vlasti nuklearko, ne, nič ne preverijo sogovornikov, se imajo službe, zato ne posvetujejo med seboj. To je neverjetno. No. Jaz sem celo samo gibal, da mogoče gre celo za notranjo zaroto, ne. Da so v okviru Svobode tem to potakli, ampak to je pa že zdaj, gre zelo daleč. No. Ali so pa res popolnoma razpuščeni in dezorganizirani. Ne. Pa še nekaj sem videl včeraj. Za državo, ne. Pa tudi Sova tu ni odigrala svoje vloge. Pa še nekaj sem videl včeraj na tem soočenju, ne. Pač znova sem nekaj videl, ne, da v bistvu Golob ne sme popolnoma nobene kritične besede reči na račun Jankovića, ne. Čeprav pač ta bližina Jankovića objektivno sodi. Ampak tukaj je neka meja, ne sme si tega dovoliti, da bi rekel kakšnokoli, pa dopustil, recimo pač neko tezo, da Janković jemlje provizijo, da je kriminalec in podobno. Ja, svojemu šefu ne upa nič povedati. Ja, ne. Tako je, ne. Jaz bi tukaj mogoče še postavil mečkon drugačen kontekst. Ne. Glede na to, da sem bil jaz večkrat že tarča raznih konstruktov, nekako razumem tudi, kako se da ta konstrukt relativno hitro
skombinirati. Tukaj v ozadju je bila ambicija čim hitrejš nekaj narediti, zato da se ta negativni val javnega mnenja nekako ustavi. In potem napaberkuješ v bistvu različne dogodke. Zdaj, jaz mislim, da je Sova oddelala svoj del, ko je obvestila po internih nekih kanalih, da je pristalo letalo z nekimi obveščevalci iz Izraela. To je bilo pred meseci že. Vse hočem reči, da je tukaj Sova verjetno oddelala svoje delo. A to zdaj misliš ali prej že? Ja, zdaj ali pa prej. V vsakem primeru mora Sova v bistvu vedeti, da neki obveščevalci prihajajo po državi in tako naprej. In to je en vidik. Drug vidik, več kot očitno te videoposnetki, ki so zaokrožili okrog, ni pomembno zdaj, kdo jih je, v bistvu, kdo je naročnik. Kot je pomembno to, da so bili kvalitetno, profesionalno pripravljeni, v bistvu tudi vsebinsko nekako nič niso povedali takega, kar mi ne bi že do zdaj govorili o tem, da je takšno stanje. Se to akterji povedali njihov. Ja. In ko ti napaberkuješ te male utrinke, ko sestavljaš zgodbo, potrebuješ samo še rdečo nit, ki jo pa potrebuješ za svoj damage management, in to je rdeča nit. Letališče, Trstenjakova, nacionalna katastrofa, Janez Janša, fašist in tako naprej. In da to vse skupaj se štrikaš na tisto, kar si itak 4 leta gradil. In smo potem soočeni z nekim konstruktom, kako daleč gre pravzaprav ta konstrukt, ker pazi, pri vsakem konstruktu laž, lahko je lažniv, lahko je nepolresničen, kakorkoli, ti potrebuješ izjemno veliko energije, da ga vzdržuješ. In to smo pa videli, da tisti trenutek, ko je strah prerastel neko kritično točko, da bi se konstrukt lahko sesul, smo videli na tiskovni konferenci, kako se je to zaključilo. Dovolj, tam ona se je začela tresti, panično vse skupaj ustavila, ker videli smo še nekaj, če bi novinarji dejansko opravljali svoje delo na tiskovnih konferencah in po domače povedano malo povrtali v te informacije, ki se kar mečejo. Prišli so Izraelci so šli tja in tako naprej, neki člani tajnih združb in tako naprej. Samo 1-2 vprašanji, ko jih je novinar postavil, je v bistvu se začel ta konstrukt sesipati. In jaz celo mislim, da je ta tiskovna konferenca v bistvu pokazala ravno obratno od tistega, kar je želela pokazati. Je pa se mi zdi ta tiskovna konferenca, jaz mislim, da jo bomo še v prihodnosti večkrat omenjali, je nek mejnik, ko je ta infantilno zavajanje slovenskega naroda z nekimi konstrukti prišel do neke skrajne točke, da se je začelo to sesipati. Da je moč alternativnih medijev, oziroma tisto, kar je izven državno financiranih medijev obstaja, je dovolj močno. Potem so tukaj različni podcasti, in je ta kritična masa informacij že toliko visoka, da jaz to imenujem ta infantilni način posiljevanja Slovencev z neko eno samo resnico, kot se je želela včeraj predstaviti na tej tiskovni konferenci, enostavno preživeti sistem. In jaz vedno bolj zagovarjam precej drastične ukrepe v bližnji prihodnosti na račun RTV, govorim predvsem o teh dnevno informativnih oddajah notranje in zunanje politike, potem tudi glede financiranja medijev, ki vzdržujejo neko to Potemkinovo vas, tega vrhunskega menedžerja, tega nadsposobnega politika, ki ima očitno samo en kontakt tamle v Parizu in tako naprej. In ta tiskovna konferenca je zame v bistvu pokazala neko končno točko, kjer je prišlo do tega priliva, ker je sama tiskovna konferenca se je sesula sama vase in tudi potem zvečer na soočanju, ko je beseda nanesla na to, smo videli v bistvu, da je vse skupaj bil samo še en posmeh in publike in dobro, sogovornika, to se pravi Janša, normalno, da se je nasmehnil pri vsem tem, ampak tudi vsi ostali nekako postaja jasno, da je zadeva šla preprosto predaleč in da ta infantilni način posiljevanja javnosti
da je enostavno preživeti, da je nekaj, kar je stvar preteklosti. Zdaj, Peter, ti si novinar, dolgoletni novinar. Sam nekaj bi še dal, ker se mi zdi pomembno, da to ni nič posebnega v resnici v volitvah. Mislim, pred številnimi volitvami bi bili priča točno takšne zlorabi medijev. Še celo Bojan je nekoč sodeloval pri nekih teh, ampak na drugi strani, ko je bil malo bolj fair. No, imeli smo, ne vem, afero Patria, ki se je zgodila kot nek velik pok, podobno spin tik pred volitvami. Imeli smo slepe potnike, neonaciste, na volitvah, ko je Delo na veliko objavljal, kako so pri Janši neki neonacisti, potem pa je Bojan objavil posnetek, ko se z temi istimi Jankovič objema, ki je bil takrat glavni konkurent. To so ti isti, kako bi rekel, prozorni spini v zadnjem trenutku pred volitvami, ko pač probaš naplahtati ljudi in predstaviš samo eno plat. In pri teh neonacistih je bilo zanimivo, ker se je to pojavilo takrat v več medijih in se je pol analiza pokazala, da je zadaj bila Sova, ki je zbirala te informacije in jih je posredovala preko vlade medijem. In tu je mene zdaj strah podobno, da smo spet priča zlorabi obveščevalne službe za politično obračunavanje. Kot vidimo, priča tudi zlorabi policije za politično obračunavanje. Imamo ta preiskave pri NSI-ju, ker je policija pri Hajdinjaku na Darsu v telefonu iskala, kaj so se v NSI-ju med sabo pogovarjali in so ugotovili, da bi naj Tonin sporočil Hajdinjaku, da mu ne prisluškujejo in ga ne nadzorujejo, kar bi naj bila državna skrivnost. In zdaj zaradi tega je politična preiskava. Paste, Do tukaj je že v redu, kar sem pa jaz hodil povedati. To, da to ni nič novega, s tem se z lahkoto strinjam. Kar sem pa želel povedati, je pa to, da se je končala era, to se pravi neko obdobje samo enega tipa medijev. In zato se je začela ta tiskovna konferenca sesuvati sama vase, kjer so v bistvu tudi drugače misleči, ki delujejo recimo v drugih medijih in na drugih platformah, dovolj močni, da je njihovo mnenje tudi nekaj, kar vzameš to se pravi v presojo, v zakup. Zdaj, ampak tehnično gledano, novinar je pridel na tiskovno konferenco, to tam vprašal, kar jih pa zanima. To je smisel, sicer pač lahko organizator pošlje sporočilo za javnost. Zdaj, tam je prišel en kup novinarjev, nihče nič ni vprašal, če sem jaz prav spremljal zadevo. Nekaj vprašanj na koncu, ki so jih pol zbrisali Pole pa postavil vprašanje ta Peter Meše, iz portala Zenja.me in pol se je zgodba sesula čist vase. Na koncu ta odlomek. Samo eno vprašanje, dve vprašanje. V čem je finta, da se recimo tako pripravi tiskovna konferenca, tako na takih trhlih temeljih, da se zruši ob enem samem vprašanju? Ja, tistem, kar sem prej omenil, ker je to pripravljeno kot spin, ker niti niso računali, da bo kak kritični novinar tja prišel, ker je večina podrejena. Da pa gre za spin, je pa še nekaj pokazalo. Skoraj hkrati s tem dogodkom, ali pa celo že prej, so posamezni predstavniki vlade se odzvali, recimo zunanja ministrica Tanja Starič v Bruslu, ki je takoj hkrati komentirala. Vse je bila obveščena. Od Čuba naprej je bila obveščena. Na koncu pa je rekel, da nima nobenih dokazov. Ni bilo to malo smešno. Ne, se itak nimajo nobenih dokazov. Ja, ampak jaz razlagam to, da je bil to, spin široko pripravljen, ne samo tukaj, da bo to, ampak so bili tudi predstavniki oblasti že pripravljeni, da bojo tudi drugje pomagali z tem spinom, da bi čim bolj odmeval v medijih. In jaz se ne strinjam, da ni imel učinka v celoti zaradi nekih novih medijev. Jaz mislim, da jim je v največjih medijih, tudi na spletu, z tem direktnim poročanjem, nekritičnim poročanjem, objavljanjem čistih manipulacij in laži, brez vsakega preverjanja uspelo. In da je to zaskrbljujoče. In da tu bi pa res moral nekdo se vprašati, kakšne medije imamo. Zakaj ne upravljajo temeljnega novinarskega dela, ki ga je Peter Merše edini tam upravljal. Pa ni v nobene večje mediju. Kaj jim je uspelo? Kaj jim je uspelo? Javnost posredovati dezinformacije, kar je bil namen, spin. Vse to, kak je Izrael zadej, Black Cube, genocid, nič od tega v resnici ni res. To so propagandna sporočila, ki so bila namenjena samo črnjenju Janše in SDS-ja. Uspelo je, da so to spravili v javnost. Tako je, in dosti ljudi je to prebralo in na njih je pred volitvami vplivalo. Kar je pa to, da je vprašanje, koliko je se to javnost anticipirala. Ker mi, pač kritična javnost, se na neki točki začne spraševati, kdo je Mekina, kdo je tale gospod Muki Dobranič, kdo je pravzaprav Nika Kovač.
Kakšne avtoritete so to, da razpravljajo o nekih obveščevalnih zgodbah in tako naprej? Prejšnji teden, se spomniš, Edvard, prejšnji teden Niko Kovač so najbolj skrbeli njene gole fotografije, ki jih tudi še ni videl. Jaz sem nekaj časa še resno jemal, ko je skakala okrog z nekimi splavi in tako naprej, sem rekel, v redu, pa ženska, pa 8. marec, pa v redu. Ne? Ampak kdo so te kakšen faktor so te ljudje v slovenski družbi in tja pride 50 novinarjev. Vsi mediji. No, tja pridejo in to nekritično povzemajo in trosijo zdaj in širijo neke informacije okrog, kjer je v bistvu, jaz sem si to poročilo, ki je potem zaokrožilo okrog, šel pogledati in v resnici tisto ravno enih 20 minut rabiš GPT-jem, vključno z vsemi veri, vključno z vsem, da to sestaviš. To je zelo poročilo o delu tega Black Cuba v tujini. Tako, in verjetno je tudi na tak način nastalo. Zgolj špekuliram, verjetno je na tak način nastalo. Ampak hočem reči, da ta tiskovna konferenca je presegla tisto kritično točko, da se je vedno več ljudi začelo spraševati, pa kdo so te ljudje, da nas dobesedno posiljujejo zdaj že 5. leto. 1 leto pred, to se pravi, volitvami 22 in zdaj zadnje 4 leta, se vidimo njihovo dobesedno parado. Niko Kovač je nula in Mukija in vse ti ljudi, kako paradirajo po vladnih sobanah, kako so tam v bistvu sprejeti in kdo so te ljudje. Predsednika ima itak funkcijo na vladi, ne? Ona je predsednica strateškega sveta. Evo, prvi odgovor na vprašanje, kdo je predsednica sveta za sovražni govor, boj proti sovražnemu govoru, ki je v 3 letih, a so kaj sprejeli, ali kaj se sestavlja, ali karkoli. Dejansko je bilo komično. No? Ona je tudi protestirala proti nekemu vplivu na kampanjo iz tujine, ne? S tem, da gre za zavod, ki ga ona vodi, ki je pa res financiran iz tujine. In to v največjem delu... Tam so imeli nekega Izraelca, bivšega vojaka. Ima milijonski prihodek, nekaj letih te vlade jim je strahovito priskočil iz tujine in povabili so Izraelca na to tiskovno, ne, ki jim je tam pomagal, ker je spet vpliv iz tujine na volitve. Ne? In to novinarjev ni nič zmotilo, čeprav je vsak lahko pogledal, ne, kdo je ta gospod. In kar je največji vic, ne, ta gospod je zaslovel po tem, da je pomagal preganjati korupcijo. Ne. In na drugi strani je ta izraelska skupina, ki jo očitajo, ne, ki je v mnogih državah bi naj onemogočala to, da bi se razkrilo korupcijo. Zdaj pa, ko gledamo Slovenijo, ne, je pa on sem prišel v bistvu braniti, da se ne bi razkrilo korupcije. Ne, ljudje ne smejo zvedeti. To, da se je izvedlo, je napad na nacionalno varnost in tudi 8. marec. Ne. Oni tukaj, tale Black Cube ni napadel 8. marca, pa nekih nevladnih organizacij, ki razkrivajo korupcijo. Ne. Oni so, ali pa jim to očitajo, vse ne vemo, če so v resnici oni zadaj, možno je, da je kdo čist tretji. Ne. Oni so razkrivajo korupcijo in zdaj imamo 8. marec, pa tega fanta, ki se na vso moč borijo, da ljudje ne bi smeli zvedeti in da to ne sme priti do javnosti. Ne. To je kup teh nelogičnosti. To je tudi Merše opozoril, da so to živčni postali. Ne. Pa že prej so se malo, kako bi rekel, sami sebe demantirali, ne. Zanikali tisto, kar so trdili, ne, v tem, kako so tisti z letališča direktno vsi šli tja in to so bili točno ti. Potem pa Mekina reče, da to pa ni res, ne, da nimamo podatkov o tem. Ampak sem pa videl, veš, Peter, da je to, kar je pač Mekina tam nekako zavijal v neko meglo, pa tako dalje, je to potem se s temi objavami teh večinskih medijev, recimo Delo, se je to kar stopnjevalo v neke trdilne oblike, v naslove in podobno. Ne. Delo ni sporno. Oni so pač napisali, da Janša se z izraelskimi agenci sestavlja na Trstenjakovi, ne, kot da je to neko dejstvo. Ja. Ne, potem pač, ko greš v članek, ne, pa vidiš, da temu ni tako. Že ta velik obisk je pokazal, da pa zapravo največji mediji tu ne upravljajo novinarske vloge, ker novinarsko gledano, to so irelevantni akterji in sploh ne bi bili tam. Oni so prišli tja zato, da to po pač dogovoru, ki je v ozadju se zgodil, nadgradijo in še bolj poskrbijo za propagandni spin pred volitvami proti SDS in Janši, ki jim naj reši pač svobodo in vladne stranke pred temi težavami, ki jih imajo, ker je javnost zvedla, kar ne bi smela zvedeti. Ne. Ni šlo za problem neke izdaje tujcem ali pa to njih nič ne moti in proti temu nič ne protestirajo. Ker sicer, ne, če bi bil to problem, pa bi imeli proti Paravanu pa vsem ostalim postopke, zakaj so izdajali skrivnosti tem tujcem. Ne, so sami šli tja, njih niso prisilili, so sami govorili. Na nek način tako, bom rekel, z tega človeškega vidika, niso to malo bedasti ljudje, da grejo nekim, ki jih nikoli življenje niso videli, ki se predstavijo kot neki, ne vem, odvetniki ali finančniki nekega sklada, ki razlaga take dobesedno na nek način celo, bom rekel, intimne zadeve. Ne, so to so kruhoborci.
To ni nič. Vem, ampak ti kaj nekomu govoriš, županu je treba dati 10% denarja, kruhoborci, ki so na relativno, dajmo reči, zanimivem nivoju osebnostnega razvoja, ne, da čutijo potrebo, da se tam, kaj ne rečem, razmetavajo z nekimi težko preverljivimi v resnici trditvami. Jaz se pa tu ne strinjam. Tu se pa ne strinjam. Jaz mislim, da so povedali relativno pošteno, iskreno, kaj se dogaja, da tega niso, tudi zato, da bi imeli neko korist. Ampak to, kar so govorili, jaz mislim, da v lepem delu vsi to vemo točno, to vemo, ampak hočem novega. Ampak da bil še... Je pa šok. Ampak da to tako nonšalanco in celo nekim užitkom pripoveduje. Ti lahko rečeš, to jaz lahko za vas uredim, lahko pa rečeš, veš, jaz poznam tega, jaz poznam unga, jaz poznam tretjega, bom to naredil, to je z lahkoto, tamle bomo dali provizijo in tako naprej. Kaj pa unga briga v resnici? Edini šok, ki je to, da namesto opozicije, ki je na to tudi v parlamentu opozarjala 4 leta, smo to zdaj slišali iz ust predstavnikov vladne koalicije, nekdanje ministrice, pomembne odvetnice, ki dela za te ljudi, šefa v energetiki, ki je vodil GEN-I pa Gen energijo. Ne? To je tisto, kar je tako presenečenje, da torej to kritiko oblasti, ki dela izven zakonov, izven pravne države, ne izreče zgolj opozicija, ampak tudi predstavniki vladnih strank. In največji problem je to, da je javnost za to zvedla. In zato je takšna panika. Odkud se pa tale Rok Hodej enkrat pojavi, kot eden ključnih lobistov v državi? On je bil 4., 5. liga v kabinetu Mira Cerarja. Potem je bil v državnem zboru, zdaj pa vidim, da enkrat... Na RTV Slo... razumem, pa bil je član sveta, programskega sveta, zdaj pa naenkrat je, ne vem, nek človek, ki ima neposreden dostop do predsednika vlade. On je pač registriral se kot lobist, vse te nekdanje, kako bi rekel, Golob je potegnil vso prejšnjo elito z levih vlad in tega tudi k sebi. In zato je se mogoče tam malo tudi napihnil svoj pomen, ker je poskušal priti do posla, ampak je pa najbolj res povezan, vse so vsi. In tudi drugače ne bi na ta način govoril. Je pa še nekaj, da imamo pa tiste prve prisluhe, Vesne Vuković, ki pa nimajo zveze s temi Izraelci, ne z Mossadom, ne z Blackwaterjem, ne z nikomer. Imajo so pa očitno rezultat nekega spopada, tisti frakcijski zgodb, tam ampak v Gibanju Svoboda. Ampak keče v tem, da je ona pa res izrekla najhujše obtožbe. Ona je rekla, da ministrica krade. Niso rekli to Izraelci. Ona je rekla, da so Klakočarjevo financirali, očitno z gotovino, da so jih denar prinašali, ker je pač samo 800 € na mesec zaslužila in tako dalje. In že v njej je šlo se zdi za spopad... In to je za naenkrat šlo čisto pozabo, In že v njej je šlo se zdi za spopad tudi ob Darsu, kamor je Ribič tel priti in ga je Svoboda htela tja nastaviti, da bi si zagotovila neke posle, in ker družba za avtoceste je zelo velika in dosti obrača, neke posle in za kolektor, in delo s tem, ki ga plačuješ, najbrž tudi Jankoviča, ki je del tega, ki ima tudi neka podjetja, ki so na tem področju, ki so Stolžice gradila, in je ta obračun celo uspel, njo so to generalno sekretarko Vesno Vuković, do katere sem jaz odšla. Sem jaz zelo kritiziral so s temi prisluhi, ker je noter govorila o Nutriji, pa o Kučanu, do katerega je treba biti kritičen, so se uspeli znebiti, pa Mojce Pašek Šetinc tudi, skoraj je celo predsednica parlamenta letela, ampak jim je pa potem s tem uspelo prevzeti Dars, s tem, da so pa s tem sprožili velik spor z NSI-jem in škandal. Tako da načeloma, če te jaz razumem, mi lahko temu, kar je govorila Vesna Vuković, ker se jo posneli, verjamemo, Ja, tisto se zdi precej prepričljivo, kar tam poslušajo. Je pa malo presenetljivo, pravzaprav, da je zastopila neka kritična stališča, ki so včasih spet podobna opoziciji. Ne, hočem reči, zanimivo je to, da ona pač v neki stvari, recimo okoli tega denarja za Klakočarjevo, ona pove, da je ona to počela, ne da je to slišala, to je drug počel, ampak da je ona nosila denar, To je zelo huda obtožba. Jaz moram reči, da takrat, ko je to prišlo ven, sem jaz malo vseeno poklical različne znance in znanke, pa malo povprašal, zdaj, kako se ti zdi in tako naprej. Ampak popolnoma vsi, sem rekel, to je ona. Vsi, s katerega sem vprašal, jaz se osebno z gospod ne poznam, ampak vsi so mi rekli, da to je še verjetno že kaj odrezan, kakršen kaliber je. In jaz moram reči, da v bistvu kaj dosti ne dvomim o tem dogajanju v ozadju. Je pa res, da tudi nekako paše v celoten narativ ali pa celotno zgodbo te vlade,
Verjetno si nihče od tukaj nas prisotnih ne predstavlja, da bi ona tekla na policijo pa prijavljala, da mora denar nositi Klakočar Zupančičevi. Ampak je to naredila in mogoče to poskušala zdaj pa nekako naučiti na tak način. Tako da je pa res, da to v bistvu razkriva zdaj tisto, kar se je prej po kuloarjih malo govorilo, in ta potrditeljna zmota, ker ti nočeš o svojem neke stvari slišati, potem si pa soočen s konkretnim dejstvom, je pa v bistvu res... Klakočar Zupančičeva je to zanikala, to je treba povedati. Lahko, da je v teh internih pogovorjih povedala Vesna Vuković, kar je res, lahko pa tudi, da je v internih pogovorih probala Klakočar Zupančičevo očrniti, diskreditirati in si je malo zmislila. Tega pa ne moreš vedeti, ker Vesna slovi tudi po tem, da včasih zna biti, kako bi rekel, zna iti čez rob in tistega, kar je dopustno. Mislim, dramatično potrjujejo ti prisluhi Vesne Vuković in vsi ti zgodbe, to, kar sem jaz pisal zdaj leta in leta in tudi to knjigo, drugače potrjuje, ampak malo bi se še navezal, mojo knjigo, malo bi se še navezal to, kar je pač Edvard rekel, malo se kar zasmil, nam lahko Vesna Vuković, po teh prisluhih, cele noči je delala, nič ni imela od tega, svoj denar je mogla dajati, še možu se ni mogla posvečati, pa ti ne vem, če ga ba. Mislim, hočem reči, cele noči pa da je delala. Je pa res v vsem tem, in pri teh prisluhih, in pri teh posnetkih, ki so kasneje prišli ven, je v resnici prav zastrašujoče, da do danes nihče od uradnih organov nadzora, oblasti, ali ne vem kako ne rečem, preiskovalnih organov, ni stopil še pred kamero pa nekaj povedal v zvezi s tem. Nihče. Mislim, ko generalna sekretarka vladne stranke pove, da njihova ministrica krade in nihče na to ne, in celo pove neko tehnologijo, piše kje, kako, zneske, nihče na to ne reagira. Je to fascinantno. Tako da to pa je nekaj, kar je v bistvu naravno strašljivo. In kar enostavno se mora prekiniti z 22. marcem. Ker to, da se državljani upravičeno začnejo bati, da jutri lahko pridajo ne vem kakšni posnetki o tebi, o meni, karkoli, in nihče ne odreagira. In vse skupaj zapakiramo v nek oblak. Bojo preiskovalni organi to pregledali in bomo to čez pol leta se bo nekdo nekaj odzval. To je pa naravno grozljivo. Sam zame ključno vprašanje, pač zdaj, ko vidim že ta trend teh napovedi, da se bo tujina nezakonito vmešala v te slovenske volitve, tako imam občutek, da si pač ta vladna garnitura ustvarja nek položaj, neko situacijo, neko sceno, kjer bo možno, če bi recimo na volitvah zmagala desnica, da na nek način oni razveljavijo te volitve. S pomočjo ustavnega sodišča, kako drugače. Jaz mislim, da lahko pridemo tudi v tako situacijo, potem, če bo pač šlo... Imam občutek, da to je nek ustvarjanje nekaj pogojev. Če bo šlo v to smer, bo pač treba vzeti, kot se reče temu, vile pa grable, pa zadevo nekako pospraviti. Sej drugače enostavno več ne gre. Da se bodo zdaj obtožili, da pozivamo k nasilju, pa revoluciji, pa ne vem čemu še. V končni fazi je tako, sej meni kot političnem komentatorju ni treba biti politično korekten. Jaz pač komentiram tako, kot vidim ta svet. In iz tega naslova ven je že znano 3-4 leta, kaj smo vse govorili o tem, kakšen bo razvoj dogodkov, o tem, da bo verjetno, pač, da je velika verjetnost, da Golob ne bo šel kar na podlagi demokracije. Zakaj pa bi šel? V končni fazi je čisto vse, kar je bilo do danes rečeno proti njemu. KPK je samo ena majhna stvar. Je zavrnil, kot češ briga me, tamle se z mojim odvetnikom zmenite, jaz bom delal naprej po svoje. In odkot zdaj ta matematika, da če bojo volitve pokazale karkoli drugače, da bo on mirno rekel, lejte, zgubil sem, pa bo vzel kovček, oziroma neko torbico, pa vrečko, pa bo šel domov, pa bo rekel, zdaj pa klinc. Zgubo bo lahko ostane v pisarni in pokličite z Dolška in ga vprašate, zakaj sem jaz tukaj. Jaz oporekam volitvam in dokler časa se to ne bo razčistilo, toliko časa sem jaz tehnični upravitelj te države in bo zadeve peljal naprej. Tako da, poglejte, kaj travmira zdaj že 4. leto v zvezi s tistim genijem. Nadzorni svet ga ni potrdil za naslednjega predsednika uprave in to je to. In zdaj on dela zgodbo iz tega. Zdaj je to končno priznal, da je šel v politiko zaradi tega, zaradi revanšizma v bistvu. In je to potem tudi dokazal, pravzaprav že v teh prvih korakih ta revanšizem. Spomnimo se, da prvi njegov korak, ki se danes pozablja, je bil, da so se začeli delati z nami.
Kdo je bil zaposlen pod prejšnjo vlado, danes mi zdaj že en teden spremljamo dnevno po ne vem koliko 100 razpisov, ker se bo vse te razne aktiviste in vse tiste na zaupanje in tako naprej poskušalo zaposliti za nedoločen čas, ker se ustanavlja neka dobesedno paravojska znotraj javne uprave, zato da bo vodila to politiko naprej in predvsem, da bojo finančno preskrbljeni. Tako da jaz mislim, da jaz še vedno upam, da bo zmaga tako močno v bistvu nagnana na eno stran, da se druga stran, govorim tukaj o tej levi sferi, da se preprosto ne bo upala iti v tako smer, ker bi to lahko pomenilo roko na srce tudi zelo črn scenarij za Slovenijo in za v bistvu neko to polarizacijo, da bo kulminirala pravzaprav v nekem splošnem nezadovoljstvu, kar pa glede na to, da Slovenci ravno ne slovimo po ne vem kakšnih revolucionarjev, pa ne vem tako, ampak ko pa enkrat v bistvu se prelije kaplja čez rob, se je pa že dokazalo v zgodovini. Smo kmečke upoje, ne? Ja, pa ne nazadnje smo znali stopiti skupaj tudi pri osamosvojitveni vojni in tako naprej. Jaz bi rekel, da to, da se javnost izve, pa mediji, kaj se v resnici pogovarjajo oblastniki med seboj, pa tudi mednarodno, to ni nič tako strašno posebnega. Imeli smo nedavno škandale, ko se je izvedlo, kaj so se pogovarjali na ravni Trumpovih pa Putinovih. Pa so bili posnetki pogovorov objavljeni, bil velik škandal, kako so se potihem dogovarjali, kako rešiti ukrajinsko krizo. To je pač del normalne politike. Prav je, da ljudje celo zvejo. Nekaj drugega bi bilo, če bi šlo za ponaredke pa laži. Ampak tu se zdi, da ne gre za ponaredke pa za laži. Jaz ne razumem točno tudi medijev. Zakaj pravzaprav medije moti, če zvemo več o tem, kako v resnici posluje oblast in ne zgolj PR sporočil, pa tega, kar oblast sama sporoča. Vloga medijev je, da razkrivajo, kaj se dogaja. Imeli smo velike afere, Watergate, Tele niso bile narejene po uradnih sporočilih, pa kaj so neki Kovač naredili, ampak po nekih, kaj je ušlo v oblasti, ko so novinari zvrtali, kaj se res dogaja. In zdaj reči, da bi zaradi tega, ker so ljudje izvedli, kaj se res v državi dogaja, da so zaradi tega ogrožene volitve, gledajte, meni se to zdi smiselno, to je neumno. Ljudje morajo vedeti, kaj se v državi dogaja, morajo biti čim boljše informirani. Je pa res, da pač v tem procesu se pa moramo držati nekih pravil. Ja, do informacij se mora priti pošteno. Ko so prišli ven prisluhi med Vizekom in Petanom, nišče ni postalo vprašanje nezakonito. 3 tedne so jih vrteli na Pop TV kot glavno zgodbo. Jaz sem bil takrat na Siolu. Z lahkoto strinjamo s tem. Jaz sem bil takrat na Siolu urednik in tudi na Siolu smo na veliko poročali o tem. Res pa je, da smo imeli tudi Vizekovo stran. Meni kot uredniku na kraj pameti ni padlo, da bi to prikrival, to dogajanje. To je neumno, medtem ko tukaj, pri teh prisluhih, jih je bilo pa dolgo težko najti v velikih medijih, potem so se s časoma zbudili, vsaj Pop TV pa največji. Ker to je žurnalistično narobe, ljudje imajo pravico vedeti. Enako je bilo takrat, ko ne bi pač... Res pa, da se strani pa preverjeno. Vsem tukaj upoštevajte, mi smo najprej smo tukaj v predvolilnem času, to je najprej, in druga stvar, imamo opravka z v bistvu, dajva reči, zanimivo osebnostjo, ki je trenutno predsednik vlade. In glede na njegovo delovanje v zadnjih letih, iz tega ven človek upravičeno sklepa, da bo z lahkoto tudi on šel v smer metanja čez ramo demokratičnih odločitev, tako kot je to počel in v GEN-I-ju. Včeraj smo slišali o rezervacijah, finančnih rezervacijah, kako z lahkoto so se, resni milijoni pospravljali kam. In zdaj tukaj govori, da je to nekaj popolnoma normalnega. Ni normalno. Mi nismo v normalnem demokratičnih procesih neke države skozi neko vladavino kogarkoli. Mi smo en teden do volitev in imamo na mestu predsednika vlade človeka, ki je demonstriral zelo, dajmo reči, zanimive osebnostne lastnosti, katere običajno ne pripisuješ predsednikom vlade. Zelo preprosto. No, vse tu se strinjava. Jaz sem govoril o tem, da je nenormalno ta reakcija medijev, ki pristanejo na logiko, da je to, da so ljudje obveščeni, kaj se res dogaja napak. Vloga medijev je, da ljudi obveščajo, to pa kaj gospod Golob počne, pa je nenavadno. Mene je tudi to zabolelo, ko vidimo, ko gre za ta predčasna volišča, ki bodo dejansko izvedena na nek
nezakonit način v Stožicah, recimo za Ljubljano pa okolico, ne, kar oteži predčasno glasovanje ljudem z okolice, ker je več ljudi na desni, kar ima vpliv na volitve. Ne. Tako da, če bi kdo tu realistično lahko oporekal rezultatov volitev zaradi zlorabe moči in oblasti, je to opozicija. Ker to pa je zloraba moči v oblasti. Oni so onemogočili, da bi se predčasne volitve izvedene na zakonit način, ne, zaradi tega, ker to njim koristi. Mislim, prvič pri rezultatu volitev in drugič tudi finančno. Ker bo gospod Janković zaslužil 120 000 evrov za tem voliščem. In to je, pasite, to je velikanska vsota. Če bi vsi toliko zaračunali po državi, stanejo samo te predčasne volitve 1 milijon. Ne, mislim, najbolj nevadno je to, da se gre v zavestno v način izvedbe volitev, za katerega seveda je nezakonito. To vedno bolj širi. Vse to se dogaja že 4 leta. Začelo se je v času COVID-a, ampak zdaj pa to bo že šlo res skrajnosti. Jaz moram reči, da jaz tega glede, sam ta stavek, tega glede teh predčasnih volitev sploh ne razumem, zakaj se na tak način rešuje. Zakaj se gre zavestno v nezakonito? Jaz bi razumel, da bi rekli, lejte, ekonomsko je upravičeno, da imamo tam, ampak iz tega naslova ven bomo poostrili nadzor, bomo naredili to, ono, tretje in to je rešeno. Nič od tega ni. Dobro, še zadnjo vprašanje, par minut še imamo. Zdaj, začeli so se ti tracking puli, ne, po nekaterih medijih, ne, to anketa iz danes jutra v 24 urah. Ampak kar mi je bilo danes fascinantno, ker sem videl, to anketo ni na medije v Dnevniku in to, kar je naredil tale inštitut Janeza Evangelista Kreka, ki ga je poslal pač različnim medijem, se ti verjetno to dobiš, ne, osupljive razlike, po 10-15% razlike. Tam recimo Nikola Damjanić ni na medija postavi, ne vem, nekje na prvo, drugo mesto, tako malo kombinira, da ni ravno najbolj odgovoren, ne, možnost zmage ali SDS ali Gibanje Svobode. Tale JKC odskoči SDS za približno 8, skoraj 10%. Kako je možno? Imamo celo direktne napovedi, ki na vrhu so različne. Ne? Kako je možno tako velike razlike? Valikon pa ni na medija napovedujeta v volilni napovedi svoj zadnji zmago Svobode. Mediana, Parsifal pa napovedujeta v enaki volilni napovedi precej odločno zmago SDS-ja. IRC ni naredil napovedi, ne? Ampak tam je tudi precejšnja prednost SDS-ja, ogromna, 9% točk. Kaj nam to pove? To nam pove, da nimamo opravka v resnici z merjenjem javnega mnenja, ampak imamo s poskusom ustvarjanja javnega mnenja. Zdaj vsi vemo, da ni na medija sodi k Zoranu Jankoviću, to je ta power elita Roberta Goloba in pač skušajo ustvariti tisk, ker mislijo, da jim to koristi tak. Za Valikon vsi vemo, da plačuje, ne, za Siol, ne samo državni Telekom, ampak plačuje GEN-I direktno v preteklosti. Tudi v nekih aferah na Kosovo je bil, ko so čisto narobe ocenili in so tam opozarjali, da je to GEN-I plačal, ne, in spet. Ne, to je sporno. Ne. Na drugi strani Parsifal sodi bolj na desno, Nova 24 TV. Zanimivo je, da je Mediana zelo podobna Parsifalu, ker Mediana pa ne velja za desno. Mediana, ki dela za Pop TV, Delo, TV Slo, velja bolj za levo, ne, pa ima zelo podobne rezultate kot Parsifal. Zdaj, kaj pa je res, bomo pa videli šele v nedeljo. To razumem, ampak hočem reči, razlike vseeno fascinirajo. Nepojasnljive so. Ne. No, jaz mislim, da je to popolno umankanje stroke, ne. Mislim, zdaj, če se ti promoviraš oziroma da je tvoj tržni nagovor, da si nek objektiven akter, kjer boš sestavil v bistvu dobro svojega naročnika, neko objektivno sliko, da se bo tvoj naročnik lahko orientiral in potem in veljajo neki osnovni kriteriji, ki se poučujejo na fakultetah, a ne v tem, kako se te stvari izvajajo. Ne, in zdaj ali pač te ljudje po fakultetah, ki to predavajo, ne znajo, pojma nimajo, ali pa potem te izvajalci. Zdaj po mojem biznisirajo, če mene vprašaš. To je pa v bistvu naravnost katastrofalno. Ne? In tukaj kaže še eno stvar. Ne? Jaz kot naročnik, in če me zanima objektivno mnenje, v bistvu bom naročil storitev pri tistem, ki je dokazal v bistvu v svoji preteklosti neko objektivno presojo oziroma rezultate, ki so se na koncu potrdili. A ne? Zdaj, če te ponudniki na trgu na tak način dobivajo posel. Če pa te ponudniki na trgu dobivajo posel preko svojih zvez in poznanstv in ni nobene veze v bistvu z njihovimi rezultati, potem je pa to spet druga stvar. Potem pa smo na nivoju prisluha in če jemljamo prisluhe za resnične, lahko iz tega sklepamo tudi tukaj, da nismo daleč od tega. In jaz se dobro spomnim še to se pravi, 5-6 let nazaj je obstajala neka ideja, da bi na RTV Mediano zamenjala. To je bilo recimo približno tako kot taka bolečina, da nisi vedel, ali se bojo kopali jarki okrog RTV, ali kaj se bo dogajalo. Tako da
je ta vidik je v resnici zelo zanimiv, a ne? Da verjetno obstajajo neki objektivni rezultati, ki služijo naročniku, v javnost se pa lansirajo drugi rezultati, ki so pa naravnost smešni. Ne? Zato, da se na eni strani naročnika verjetno zadovolji zato, da pač ima neko objektivno presojo, ki je sploh je, in na drugi strani, da se v javnosti ustvarja neko mnenje, da se angažira volivce v tisto smer. Ne? Glede na te rezultate, ki zdaj toliko odstopajo, če sem čisto konkreten, ki tako promovirajo gibanje Svoboda, jaz pač iz tega ven lahko sklepam, glede na to, kar pač spremljam do zdaj, da gre zgolj za neko aktivacijo nekega dela volilnega telesa, da se bo dosegali neke rezultate. Ker glavnina se bo pa odigrala v bistvu zdaj zadnje 3-4 dni, ker se nagovarja neopredeljene še do konca. Dobro, še kakšno dodaš, potem zaključimo. Peter, Edvard, najlepša hvala za vajne komentarje. Vidimo se spet ta petek, prihaja zadnja ura resnice pred volitvami. Z mano bosta Boštjan Turk in pa Bernard Nežmah. Do takrat pa seveda ne pozabite, ker je Bojani tudi požar.